je to glih ta prav tač, da ti da jasno vedeti, da neki popra so povrgli ta avto. Jo, v mojem sveti sanja, kje sem, center kartinga pa motošporta, tukaj v bližini Ptuja pri Sloveniji vasi, sem prišel tako kot ponovadi z razlogom, ker boš v tem vlogu videl en avto, ki sem še kako paše. Pa ne sem to, ta vlog bom začel z enim takim dost hudim komplimentom, ki ga ne dam kar tako. Je pa povezan predvsem s tistim, dajmo temu reči feel good faktorjem. Občutkom, ki ga ti dobiš, ko se usedeš v avto, pa to ni nujno povezan z zmogljivostmi, s pospeški, nekimi atributi, ki znajo na off-roadu, na pisti, na cesti, narediti wow. A veš, to je X faktor, ki se večenih stvari poklop in ti avto preprosto sede. In zdaj tako, letos sem sedel v približno 60 testnih avtomobilih. Ta številka je glede na druga poprečna leta razmeroma nizka, zaradi pač covida, zmanjšanja testnih voženj, prvih voženj v tujini in tako naprej. Ampak, vseeno je to kar lepa številka, ne? In preden sem se odločil posneti tale video, sem letel nazaj skozi fotografije pa testne termine in sem malo razmišljal o avtomobilih, ki sem jih peljal. Kateri od njih je naredil name največji vtis? No, letos v to skupino pade tam 5-6, mogoče 7 avtomobilov. Fordova Puma, Ford Ranger Raptor, Volkswagen Caravela, Mazda 3, BMW M8. Ja pa tale piči poki, kar vidiš za mano, je Hyundai i10 N-Line. In tale avto, stari, je pa resen kup vesela. Kaj, naredimo ene sladko kisle, tako na hitrca. Prva sladka ne bo nič narobe, če začnemo kar z detajli. Številka 1, simpatična izpuha. 2, luštne feltne. 3, podpiš se tako, da se vidi. Pa 4, tele 3 rdeči zobki, ki na nek način podirajo simetrijo tega avtomobila, vidiš na tej strani jih ni, ampak raven za to je to glih ta prav tač, da ti da jasno vedeti, da neki popra so povrgli ta avto. A zgleda dober, a izpade v redu? Brez skrbi. Druga sladka, tale model tukaj, menjalnik. Lej, moram priznati, da ko sem se usedel v ta avto, sem vedel, da je malo bolj našpičen. Ampak takšnega izdelka pa vse nisem pričakoval. Se to ni ta prav N, to je i10 N-Line. Pa zagrabaš ročko in vidiš, koliko kratki, a si videl to? Koliko kratki hodi so? Druga, tretja, četrta, peta. To je une vrste menjalnik, pri kateremu vse, ampak res vse, lahko delaš z zapestjem. Tretja sladka, motor. Vidiš, kaj gor piše? Turbo. Gre za litrski izdelek, mečkana zadeva. A veš, koliko je vseh kojnov? Točen 100, pa niti en več. A veš, kaj to pomeni? Temu kol 10, pa dajmo reči dobrih 10 do 100. Vem, nič posebenega, ampak je pa živahen. Pripravljen se je vrteti, precej elastičen, zvezno pospešuje, pa nič se ne pritožuje. To se je zdaj slišal, da ne vem. Hočem reči, da ta motor temu avtomobilu sede. Pa mimogrede, ne rabi biti N-Line, da imaš ti 1.0 turbo s 100 konji. Zato, ker pač je lahko tudi navaden, se mi zdi, da mora biti oprema malo boljša ali pa tudi ne. Nisem sploh prepričan, prav sem lepo, da če te stvari zanimajo, ne bom ti zdaj recitiral, kaj vse je na voljo, pet na njihovo spletno stran pa še kjeri. Pa da ne pozabim na porabo, v mojem primeru jaz sem ga orang pelil, veliko na avtocesti, veliko športne vožnje, 6-4. A četrta sladka, stari, to je pa vožnja. Zakaj sladka? Lej, i10 je že sam po sebi avto, ki se prav luštno pele, predvsem zaradi svojih osnovnih lastnosti, to se pravi, avto ni precej dolg, pa medosna razdalja je precej kratka, pa ne samo to, ko vstopiš v vink in vzameš gas, zna ritka lepo zamigati. Hočem reči, da če hočeš s tem avtom mečkaj hitrejši v vink, te bo znal še kar v redu poslušati. Zdaj pa gremo na peto sladko, pa imamo na 3 kisle, pa smo spet pri voznih lastnostih. Ja, le stari, prva kisla, ne? Vozniki smo si različni, a se strinjamo. In nekdo bo od tega avtomobila pričakoval ravno to, kot mu je avto sposoben dati. Bolj zahtevni vozniki, se mi zdi, da to skupino pašem tudi jaz, bi si pa želeli, da bi znal i10 N-Line vsem malo boljš upravičiti to, k čemur nagovarja z videzom. To se pravi, da bi se še mečkan malo nagibal, pa da bi bil pikico bolj čvrst, da bi znal ponuditi še malo bolj neposredno krmiljenje. Želimo si, da bi bil pikico bolj šarf. Druga kisla, vem, da je to pretežno mesten avto, ampak stari 6. bi mu pa vsem sedla. Mislim, skaš na avtocesto. Tretja kisla, sedeži. Ne me narobe razumeti, luštni izdelek, čist sedel ta avto, ampak na njem piše tudi N, ker pomeni, da bi moral v vinkih vsaj mečkan bolj držati. Ja, stari, če bi imel pa zraven še orang športno podvozje, pa ne vem kakšne školka stezice, pa tudi ne bi več toliko dostopen. Tako da razumem, da niso šli na hard, da je to samo oplemenitenje, bom rekel, ta najhujših paketov style pa premium. Peta sladka je predvsem to, da je dal i10
i10 N-Line modelu i10 eno čist novo dimenzijo. Obenem pa tudi upanje, jaz si recimo tega face želim, da bi se Hyundai opogumil, da bi naredil to, kar je naredil pri modelu i30, pa zdaj po ta novem, če si kaj spremljal, tudi pri i20, da bi prišel ven čist ta prav i10N. Ker zdaj smo se pa že naučili, da ima Hyundai kupenih inženirjev pa mojstrov, ki znajo fejst obdelati podvozje, in si predstavljam, da ta prav i10N, zdaj mu reči 150-160 konji bi bilo vrh glave, to bi bil pa tak stroj. V bistvu se peta sladka vrti okrog potencijala, ne? Ker tudi to moraš imeti, če se hočeš premakati na stopnico višji. Evo, in s tem kadrom se tale vlog počasi zaključuje. Če se ti ljub, vrš še enkrat uči na tale avto, meni se zdi zelo športno prikupen, pa glede na to, koliko košta. A je to sploh še povedal nisem. Tam je 12-13 ur naprej, pa pol 750 € za ta paket N-Line. Ok, to je pa zdaj res to. Folk, lepo se imejte. Ajde.